Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In pa če spremljate to kasneje, se priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, da tudi dodatno požene algoritem, da si ogleda čim več ljudi. In pa ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. No, danes je 16. junij in spet imamo kar precej zanimivih novic. Najprej seveda ZDA proti Iranu. Očitno te trditve držijo, da smo tik pred tem, da pride do premirja, in sicer iz strani ZDA naj bi bilo to že vse podpisano, zdaj se čaka le še na podpis Irana. Seveda, tukaj je treba poudariti, v primeru, da Iran ne podpiše, bi seveda kriptotrg samo zgrmel dol. Včeraj smo tako dobili eno pumpo, oziroma smo že preko noči iz nedelje na ponedeljek. No, zdaj je pa na kriptotrgih opaziti precej pobiranja dobičkov, saj številni vlagatelji pred pomembnimi geopolitičnimi dogodki zmanjšujejo tveganje. Bitcoin, Ethereum in Solana. Solano si bomo tudi danes ogledali v tehnični analizi, tako da če slučajno to spremljate preko shortov ali TikToka, si le oglejte tudi celotni video. No, Bitcoin, Ethereum in Solana so se znašli pod pritiskom prodajalcev, medtem ko trgi čakajo na morebitni podpis dogovora med Združenimi državami in Iranom. Negotovost glede končnega izida pogajanj je povzročila previdnost med vlagatelji, saj bi lahko vsak nov razvoj dogodkov hitro vplival na razpoloženje na finančnih trgih. Analitiki poudarjajo, da gre predvsem za začasno zmanjševanje izpostavljenosti in za spremembo dolgoročnega trenda. No, kakorkoli že, kot smo že večkrat poudarili, v takih momentih je treba biti previden. Potem naprej imamo tukaj na Cointelegraph, ali je konec z Bitcoin medvedom, s kripto medvedom. Pa dajmo si pogledati. Zdaj, kljub kratkoročni negotovosti, nekateri tehnični analitiki ostajajo zelo optimistični glede Bitcoina. Več kazalnikov namreč nakazuje, da bi lahko največja kriptovaluta že pred oktobrom dosegla mejo $100,000. No, to bomo še videli. Med najpomembnejšimi argumenti so zgodovinski cikli, po razpolovitvah nagrade za rudarjenje, močno institucionalno povpraševanje in omejena ponudba novih bitcoinov. Če bi se makroekonomske razmere stabilizirale in bi se nadaljevali prilivi v Bitcoin ETF sklade, bi po njihovem mnenju lahko sledil nov močan bikovski val. No, tukaj v tem članku tudi omenjajo možnost dvojnega dna, ki smo ga mi tudi že opazili v tehnični analizi, ampak ta vzorec še ni dovršen. Tako da tukaj je treba še počakati, kaj se bo v bistvu razvilo iz tega. Trenutno spremljamo odporno mejo na okoli 73,000. Če smo od tam zavrnjeni, potem se nadaljuje medvedji cikel. Potem, kaj imamo naprej? Novica iz AI sveta oziroma sveta umetne inteligence. No, tam je veliko pozornosti pritegnila začasna prekinitev delovanja nekaterih storitev podjetja Anthropic. Dogodek je ponovno odprl razpravo o centraliziranih AI sistemih in tveganjih, ki nastanejo, ko je dostop do napredne umetne inteligence odvisen od enega samega ponudnika. Analitiki družbe Grayscale menijo, da takšni primeri krepijo argumente za razvoj decentralizirane umetne inteligence, kjer bi bili modeli
in infrastruktura porazdeljeni med več neodvisnih udeležencev. Podobno kot pri kriptovalutah naj bi decentralizacija zmanjšala tveganje izpadov, cenzure in prevelike koncentracije moči v rokah posameznih podjetij. To je zelo zanimivo zaradi tega, ker ravno o tem je tekla debata spodaj v komentarjih pod enim izmed prejšnjih videov, kjer smo se tudi dotikali umetne inteligence in sicer, da bi pač to moralo vstopiti v decentralizirano območje. Zelo zanimiva debata. Tudi, če imate kakršenkoli komentar, kar komentirajte spodaj, zelo rad podebatiram z vami. In tukaj imamo še zadnjo novico, ta prihaja iz Japonske. Bank of Japan oziroma BOJ namreč spet viša obrestne mere. In Bitcoin je medtem presenetljivo pridobil na vrednosti tudi potem, ko je pač zvišala obrestne mere na najvišjo raven v zadnjih 31 letih. Čeprav višje obrestne mere običajno predstavljajo pritisk za bolj tvegane naložbe, so vlagatelji tokrat ukrep razumeli kot znak zaupanja v stabilnost japonskega gospodarstva. Nekateri analitiki menijo, da je odločitev zmanjšala strahove pred nenadnimi pretresi na finančnih trgih, kar je spodbudilo tudi okrevanje Bitcoina. Dogodek ponovno kaže, kako močno so danes kriptovalute povezane z globalnimi makroekonomskimi dogajanji in odločitvami največjih centralnih bank. No, toliko zdaj o novicah. Dajmo si mi zdaj pogledati tukaj tehnično analizo. Najprej Bitcoin 15-minutni časovni interval. Mi smo prišli vse gor do nekje 67.300 in seveda tukaj je zdaj prišlo pobiranje dobičkov. Zaenkrat se mi odbijamo od tele podpore tukaj na okoli 65.700, delamo neko mini dvojno dno in ga očitno tudi prebijamo. In zdaj bo treba počakati in videti, če bomo mi rasli naprej gor. In glede na to, da so se začele tukaj, kar se tiče Bitcoina, kar nabirati kratke pozicije, bi seveda lahko tole rast tudi pričakovali. Kaj imamo mi naprej gor označeno za pobiranje? Tukaj je meja na okoli 68.000 in pa naprej vse gor do 70.000, kar se tiče 15-minutnega časovnega intervala. Če bi se pa slučajno obrnili, imamo pa tudi spodaj kar precej likvidnosti, recimo tukaj je ena na okoli 62.700, pa tukaj smo označili 62.200 in pa še spodaj točno pod tem dnom 60.800 in pa točnih 60.000. Kar se je tukaj še dogajalo na 15-minutnem časovnem intervalu, imeli smo eno medvedjo divergenco. Tukaj smo naredili vrh in pa nižji vrh, medtem ko tukaj pa vrh in pa višji vrh. Ampak delamo pa tudi skrito bikovsko divergenco, ki lahko nakazuje na nadaljevanje rasti. Tukaj imamo dno in višje dno v gibanju cene. Medtem ko pri RSI smo pa naredili dno in pa nižje dno. In bo treba spremljati zdaj ti dve meji, tam nekje 67-68 tisoč in pa 70 tisoč. Če bomo mi šli tole zdaj pobirati, poglejmo si zdaj še 4-urni časovni interval. Tukaj imamo tole našo dvojno dno. Tukaj smo se zadrževali kar precej časa na njegovi neckline meji. Dajmo reči, da smo jo tukaj ponovno testirali in smo končno dobili nek odboj. Naša naslednja meja
Na 4-urnem časovnem intervalu je tam nekje na 68 tisoč. Ta glavna meja, ki jo pa spremljamo, je pa spodnja meja tega medvedjega vzorca. To je naraščajoči, razširjajoči klin, ki je medvedji vzorec. In mi bi jo lahko s to rastjo zdaj šli testirati. In tukaj bo zdaj ogromno odvisnega od tega, ali se bomo mi od te meje odbili, bili zavrnjeni, v tem primeru lahko padamo naprej dol. Če pa gremo notri, nazaj v ta vzorec, potem je tudi večja možnost, da mi potrdimo tole večje dvojno dno, ki ga omenjajo tudi v člankih. Tako da, ja, ogromno člankov zdaj omenja tole dvojno dno, ampak jaz pravim tukaj, mi tega dvojnega dna nismo še potrdili, zato je treba tukaj paziti in malo se držati nazaj. Tako, to je to, kar se tiče zdaj Bitcoina. Drugače RSI, ja, skoraj smo zdaj prišli v prekupljeno območje. Tukaj je tudi ogromno ljudi stavilo na rast, to sem tudi že izpostavil, točno na tem testiranju te neckline meje, tega manjšega dvojnega dna. Tako da, če bi bili slučajno zavrnjeni, je tukaj kar ena lepa velika likvidnost, ki bi jo lahko šli pobirati. In to bo treba paziti. Pri teh vzorcih dvojnega dna vedno opozarjam, neckline meja. To je nekaj najpomembnejšega tukaj. Če se ta neckline meja izgubi, potem so lahko biki zelo, zelo grdo kaznovani. In to smo tudi že večkrat videli v teh livih kripto dnevno. Tako da vse oči na tole neckline mejo. Če jo izgubimo, potem enostavno gremo, letimo naprej dol. Poglejmo si še likvidacijska območja. Kaj se tukaj dogaja? Trenutno imam na 24 ur in ni nič kaj posebnega. Tukaj spodaj imamo likvidnostna območja na okoli 65 tisoč, točnih 65 tisoč. To so območja vseh tistih, ki so stavili na rast. In tukaj smo eno glavno že pobrali, na okoli 65 tisoč 700 zgoraj, niti ni kaj dosti. Bomo pa pogledali spet dvotedensko, da vidimo, če nam bo tukaj kaj več prikazalo. Ja. Točno tukaj imamo tudi tale likvidnostna območja, ki smo jih označili tudi na onem grafu TradingView, na okoli 67.800, pa tudi vse tam do 68.500. Spodaj se sicer tudi nabirajo, ampak niti niso toliko izrazita. Tukaj so ljudje, ki so stavili na rast, na okoli točnih 60 tisoč. Lahko pogledamo še malo dlje, da vidimo, kaj nam kaj skriva mesečni prikaz. Ja, torej mi smo zdaj že zelo blizu temu likvidnostnemu območju na okoli 68 tisoč in če bi mi to nadaljevali, bi lahko šli pobirati vsa tudi tale naprej gor. Tukaj imamo še 68.500, naslednje tudi točno nad to konsolidacijo 74.200 in ta glavno, tole tukaj, ki izredno žari, mi imamo izpostavljeno, ja, tudi tole, na okoli 75 tisoč, ampak ta glavno, tisto, ki največ žari, seveda ga vidimo vsi tukaj zgoraj, je na okoli 78.879 tisoč, lahko bi zaokrožili tudi na tam nekje 80 tisoč. Bomo videli zdaj, če bomo prišli mi do tukaj gor. Če pridemo do tukaj gor, ja, potem definitivno potrdimo tudi dvojno dno in če se tole dvojno, tisto, ta veliko, in če se tole dvojno dno izvrši, potem
gremo mi naprej gor in seveda bi ta članek, ki smo ga imeli danes, imel potem prav. Ja, lahko pridemo tudi naprej do 100.000. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum je imel tudi kar lepo eksplozivno rast, ampak zdaj se je zgodilo pobiranje dobičkov. Tukaj smo spremljali tole trend linijo in smo dobili eno izredno hinavsko dogajanje na nedeljo, ko smo že za moment izgubili tole trend linijo in potem je prišlo do tele eksplozije navzgor in smo prišli nad njo. Tudi tukaj, tukaj se ni zgodila medvedja divergenca, smo le naredili višji vrh, tudi pri RSI-ju. In kaj se zdaj dogaja? Mi smo tukaj naredili skrito bikovsko divergenco, imamo dno, višje dno, medtem ko Ethereum je tukaj naredil dno in pa nižje dno. Tako da Ethereum bi zdaj lahko šel še višje. Pobrali smo tole likvidnostno območje, lih zdaj pred kratkim, na tam nekje 1816. Naslednje, ki ga imamo označenega, je na 1985. Tako da zdaj bo treba počakati, če se bo tale skrita bikovska divergenca izvršila in če bomo šli pobirati tole naslednje likvidnostno območje. Ethereum ima res ogromno likvidnosti navzgor, to smo že izpostavili že večkrat v teh live-ih kriptodnevno, ampak če se pa slučajno obrnemo nazaj navzdol, tukaj na tem vrhu so stavili kar precej narast in po mojem so bili zdaj s tem popravkom kar eliminirani. Kot lahko vidimo tukaj točno na tem vrhu. Tukaj se dobesedno vidi, kako ljudje v napačnem momentu vstopajo na trg. In točno tukaj, pri tej konsolidaciji, so ljudje stavili na padec. In seveda, potem je prišla še ena taka eksplozija. No, kaj mi zdaj gledamo? Mi gledamo, kje bi lahko imeli še stave na rast, ki bi jih pobirali v primeru, da se mi obrnemo navzdol. Tukaj, pod tole konsolidacijo, kot lahko vidimo, je ogromno stav na rast, kar se tiče Ethereuma. Meja bi bila na tam nekje 1650, potem naslednjo imamo tukaj na okroglih 1600 in pa še naslednja tukaj na 1542. Pri Ethereumu je zelo pomembna meja 1500, že večkrat izpostavljena. Če bi jo slučajno izgubili, potem imamo prepad dol do 1000, tako da to bo treba vsekakor paziti, kar se tiče Ethereuma. Dajmo si pogledati zdaj še 4-urni časovni interval, kaj se kaj dogaja pri Ethereumu. Tudi tukaj smo imeli nek bikovski vzorec dvojnega dna, čeprav tukaj je bil res malo čuden, potem to dolgo konsolidacijo skozi petek in vikend in potem končno je prišlo do neke eksplozije navzgor. Sicer ogromno stav na rast tukaj med tole konsolidacijo, in bo treba paziti, zdaj, če bomo mi tukaj zavrnjeni, lahko gremo pobirati mi tukaj na tole mejo 1670 do 1600, tako da to bo vsekakor treba paziti. Ampak, ja, kar se tiče Ethereuma, samo pogledajte to, koliko likvidnosti imamo mi še tukaj zgoraj, ki smo jih označevali. RSI tukaj na 4-urnem časovnem intervalu je dosegel prekupljeno območje, kar jaz štejem kot dober znak. Mi zdaj lahko nadaljujemo tole rast preko divergenc, lahko pa tudi naredimo nove vrhove. Mi smo se tega prekupljenega območja dotaknili, nismo pa šli globoko
notri. Tako da bomo zdaj videli, kaj se bo dogajalo naprej s tem Ethereumom. Zaenkrat se lepo izvršuje tale naš bikovski scenarij. Likvidnostno območje, kar precej veliko, ki ga imamo, kar se tiče Ethereuma, je tukaj točno pred tem padcem, je ogromno ljudi stavilo na padec. Tukaj tole dolgo območje, ki smo ga imeli. Ogromno ljudi je tukaj stavilo na padec, kot lahko vidite, imamo označena območja. Ethereum bi znal biti še kar precej zanimiv v bližnji prihodnosti. Seveda, če nismo mi zdaj zavrnjeni, če ne gremo pobirati tukaj tele spodnje likvidnosti, seveda zelo pomembna meja 1500, če ne, nas čaka prepad. In kaj sem jaz še obljubil? Obljubil sem še Solano. Pa dajmo si pogledati še Solano. Tukaj imamo zdaj dnevni časovni interval. In trenutno ne vem niti, kaj bi lahko... Ja, mislim, vse je nekaj jasnega. Tukaj imamo tole mejo, ki smo jo izgubili. To je meja na tam nekje 120. In kaj bi se dalo potegniti iz tega vzorca, po mojem... Ja, zelo podobno je Head and Shouldersu, čeprav ta je res tak malo čuden. Kot vemo, to je medvedji vzorec. Prebili smo tukaj njegovo neckline mejo na okoli 120. Prišli smo do te naslednje podpore, ki smo jo tudi nekako izgubili. In tukaj imamo zdaj še tole naslednjo podporo. Torej, tukaj smo na nekje 100 in tukaj zdaj trenutna podpora, od katere se odbijamo. Trenutna podpora je pa na tam nekje 60. Mi se zdaj odbijamo od tele podpore in bo treba opazovati. Zdaj, zelo jasno je, mi imamo trend navzdol tukaj in bo treba paziti. Kaj bo treba paziti? Bikovski scenarij bi bil, če mi naredimo višji vrh od tega. Torej, 100 je zelo pomembna meja pri Solani. Če mi tole prebijemo, naredimo višji vrh in potem podporo na okoli 100 do 95, tam nekje, potem ja, mi lahko rastemo naprej gor, preobrnemo trend in seveda gremo naprej gor. Tukaj naslednja meja bi bila na tam nekje 150. Ampak, če mi zdaj naredimo tukaj nižji vrh, ali pa če smo zavrnjeni od tele meje, tam nekje 85 do 100, če smo mi od tega zavrnjeni, potem lahko padamo naprej dol. In kje imamo naslednjo podporo? Naslednjo podporo imamo na tam nekje 30, kar bi bila kar precejšnja izguba. To bi bila kar katastrofa za Solano. Ampak, dokler ne dobimo mi razrešitve, kar se tiče tega dogajanja, moramo pač čakati in opazovati, kakšne signale nam bo dal trg. Zdaj, ta glavni signal za bike bi bil seveda tukaj višji vrh in pa odboj od tele meje 100. Bo pa treba paziti tudi tole. Zaenkrat se nam dela skrita medvedja divergenca. Tukaj imamo vrh in pa nižji vrh, kar se tiče gibanja cene, čeprav tale vrh tukaj moramo mi še potrditi. Medtem ko tukaj RSI pa imamo vrh in pa vrh na višji vrh, celo višji vrh, tako da to bo treba vsekakor paziti. Če se bo tole izvršilo, potem lahko padamo naprej dol.
Lahko tudi ne gremo testirati tele meje 100, lahko kar direktno padamo naprej dol, tako da tole bo treba paziti. Zdaj, kaj bi mi lahko potegnili iz Solane? Kakšne zaključke? Trenutno nič kaj tako konkretnega. Treba je počakati na odločilen signal, kaj bomo mi zdaj dobili ven iz tega, kar se trenutno dogaja. Tako da, ja, še vedno je tukaj velika možnost nadaljevanja padanja, vse dol do 30. Zelo ključna pri temu je podpora na tam nekje okoli 60. Solana drži kar take lepe okrogle številke. Torej podpora 60, če mi tole izgubimo, potem lahko pademo vse dol do 30, pa tudi do 20. Tako da to bo vsekakor treba paziti pri Solani. In ne samo to, treba bo tudi spremljati Bitcoin. Kaj bo naredil Bitcoin? Ker če bo tudi Bitcoin šel gor, bo seveda za sabo potegnil tudi ves preostali kriptotrg. Tako pač je. Celotni kriptotrg je odvisen od Bitcoina. Tako, in to bo tudi to, kar se tiče naše današnje epizode Kripto dnevno. Kaj si mislite o tem, kaj si mislite o novicah? Kar komentirajte spodaj pod videom, zelo rad podebatiram z vami. Če vam je bilo tole všeč, se priporočam tudi za kakšen všeček. Zelo sem vam hvaležen za to, ker to tudi dodatno požene algoritem in priporoča tudi drugim ljudem, da si ogledajo video. Če pa se mi želite pridružiti v živo vsak dan ob 9. zjutraj, na Patreonu so pa povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In če to spremljate kasneje, preko YouTuba, se pa ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. In tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej. Imejte se fajn in se vidimo ponovno, če ne prej, jutri zjutraj ob 9. Čau, čau!